Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Spoštovani vsi gosti, Korošice, Korošci, predstavniki vlade, predvsem pa tudi predstavniki lokalnih oblasti, župani. Jaz sem danes vesel, da sem na Koroškem in bom ponovil besede, ki sem jih prej izmenil z županom Slovenj Gradca, da je skrajni čas, da smo tukaj. Zaradi tega, ker ko vodiš vlado v Ljubljani, si prepričan, da dobre namere, ki jih tudi v zakon zapišeš, se potem tudi odrazijo neposredno na terenu. No in danes sem se lahko na lastne oči prepričal, da ni nujno, da je vedno tako. Da obstaja vmes še eno območje med namerami in pa realizacijo, ki ga moramo tudi zapolniti. Današnji obisk je temu namenjen. Da ugotovimo, na katerih točkah so stvari, ki se nam zdijo mogoče, da so popolnoma jasne, medtem ko pride do realizacije, pa se nekje zaškripa. In zaradi tega sem vesel, da sem danes tle. Jaz verjamem, da bo tudi obnova stekla ravno zaradi tega obiska v bodočih tednih hitreje, kot bi tekla sicer. In to se mi zdi eden najbolj pomembnih zaključkov. Tudi zelo pomembno je, da nisem sam na Koroškem, z mano je cela vladna ekipa in tudi ustrezne službe, z namenom, da preverimo realizacijo. Ker res na sejah vlade imamo to točko praktično ves čas in glede na mir smo bolj ali manj enotni. No in danes moramo narediti res če hočete reality check, moramo narediti, ugotavljati, koliko se dejansko stanje na terenu razlikuje od tega, kar mi vidimo v vladnih sobanah. In na nekaterih področjih sem tudi sam ugotovil in bom zdaj izpostavil, da definitivno moramo stvari pospešiti na naši strani. Koroška je, seveda ni edina, žal, ni edina regija, ki je bila prizadeta s poplavami, je pa bila najbolj prizadeta na področju občinske infrastrukture. Pravi, če pogledamo celotno Slovenijo, ki je bila celotno območje v Sloveniji, ki je bilo prizadeto, kar je več kot polovica, je levji delež stroškov na občinski, škode na občinski infrastrukturi odpade na koroške občine. Nekje drugje, v drugih regijah je mogoče več prizadetih stanovanjskih objektov, nekje več gospodarstva, medtem ko na Koroškem je ravno ta občinski del izjemno pomemben. In zato informacije, ki jih dobivam, da je likvidnost koroških občin resno ogrožena, so mi pomembne. In jaz povem, da bomo naredili vse, da bomo v naslednjem tednu že pogledali vse naše procedure, kako pospešiti likvidnostno sproščanje že odobrenih sredstev. Ker sredstva so že odobrena, ne samo zakonsko, ne samo v proračunu zagotovljena in ne samo na vladi potrjena, zdaj jih moramo še likvidnostno spraviti preko ustreznih procedur, ki jih bomo poskušali čim bolj debirokratizirati v naslednjih dneh oziroma tednih do vas, zato da jih dobite pravočasno, da ne boste v likvidnostnem krču, kar sem danes začutil. Ker želimo, da vnema, ki ste jo pokazali pri prvi sanaciji, da ne pojenja. Ker vemo, da imamo časa do novembra, zato da v strugah uredimo zadeve. Vemo, da je zdaj res tisto obdobje, ko moramo maksimalno na terenu oddelati in zato ne moremo si privoščiti, da bi se ustavlja dela zaradi tega, ker bi imeli likvidnostne zamaške. Niso niti težave, so zamaški. To je prvi del. Drugi del, sem že napovedal na en način, vodotoki so zagotovo in tle se popolnoma strinjam z predsednikom strokovnega sveta pri vladi, gospodom Pipenbacherjem, glavna prioriteta so nam vodotoki in urejanje prepustnosti vodotokov. Mehanizacija zakonsko je omogočena, da se radikalno poveča v strugah, tudi s tem, ko se da zaobiti obstoječe koncesionarje. Vi kot župani jih lahko zaobijete, prijavite in nove ekipe in predvsem nove potrebe. Na direkciji za vode je seveda, da potem to odkljuka in gremo naprej in po informacijah, ki sem jih dobil, se bo s prihodnjim tednom število razpoložljivih ekip bistveno povečalo. Jaz verjamem, da bo tako in verjamem, da bodo tudi te ekipe prišle tudi na Koroško, ne samo na kakšen drugi konec. Hkrati pa že zdaj napovedujem, da bomo iskali ponudbe tudi v tujini, od naslednjega tedna naprej. Namenoma smo dali prednost domačim izvajalcem, da ne bi prišlo do očitkov o izrinjanju ali celo kakšnem dumpingu. Zdaj, ko smo
po našem mnenju izčrpali vse kapacitete v Sloveniji, bomo v naslednji rundi iskali ponudbe za mehanizacijo tudi iz tujine. Kar nekaj možnosti je in verjamem, da bo ta možnost tudi učinkovito delovala. No in čisto za konec, jaz sem se srečal tudi z eno od družin, ki je izgubila svoj dom na Koroškem. Mi je bilo zelo pomembno, da sem se z njimi srečal iz več razlogov, ne samo zato, da sem se pogovoril, ampak predvsem zato, da sem ugotovil, od kje izhaja njihova stiska, ki je danes nič kaj manjša, kot je bila pred mesecem dni. In to je narobe, ker ne bi smela biti. Ker vmes se je sprejelo 2 zakona in sprejelo se je cel kup ukrepov, ki bi morali njihovo stisko olajšati, pa je še niso. In med drugim, in se mi zdi zelo pomembno, sem se temeljito pogovoril, ampak med drugim je ključno, da številka 114 ni bila vzpostavljena slučajno. In jaz sem njim rekel in povem zdaj še enkrat, očitno smo jo premalo propagirali, številka 114 je okno do vseh informacij. Kdorkoli od ljudi ali pa vi župani, ko se nekdo na vas obrne, dejte ga usmeriti na številko 114. Na številki 114 v resnici vejo vse tisto, kar ve celo to omizje in bistveno več kot katerikoli posameznik. Gospod Šter, ki to vodi in je tudi z nami, on je poskrbel, da ima podporo vseh ministrstev na enem mestu. In zato lahko daje najbolj kvalitetne in kvalificirane informacije ljudem. Ljudje jim lahko dajo pobude in tudi, če v nekem trenutku še odgovora nimamo, bomo ta odgovor pridobili. In je ta številka točno temu namenjena. To je prvi del informacije in kdorkoli potrebuje kakršnokoli informacijo, prosim, ne se tja obrne. Ta drugi del, in to smo pa govorila s Šeficem, ki je vodja sektorja za obnovo vladnega, je pa, da bomo v prihodnjih tednih, ker zdaj imamo seznam ljudi, imamo seznam tistih, ki je bila škoda klasificirano večja od 100 000, pravi so izgubili domove, tisti, ki je bila večja od 50 000 in podobno, in šli bomo po vrstnem redu, tisti, ki so bili najbolj prizadeti. Zdaj imamo njihove imena, priimke in naslove in jih bomo klicali sami. To je tudi edino nujno, v tej najbolj prizadeti kategoriji je nekaj več kot 600 družin oziroma objektov in začeli bomo s klicanjem z naše strani, da se dogovorimo za individualno obravnavo teh primerov. To ne pomeni, da tudi oni se lahko obrnejo na 114 v mestnem obdobju, ampak v naslednjih tednih lahko pričakujejo klici iz naše tehnične pisarne, zato da se bomo z njimi individualno začeli pogovarjati o tem, kako jim lahko pomagamo, da si ustvarijo nov dom. Vsak od teh primerov je poseben. Ne gre za sistemski ukrep, gre za res individualno obravnavo in da najdemo za njih rešitev. Pri nekaterih rešitvah se bojo obračali tudi na vas in boste vključeni župani, pri nekaterih bomo imeli sami rešitve in bomo poskušali biti čim bolj fleksibilni in v novem zakonu o obnovi in razvoju vse te mehanizme, ki bojo različni. V nekaterih občinah bojo nadomestni objekti, ki jih bo gradila država, mogoče celo na občinski zemlji ali pa na državni zemlji. V nekaterih občinah, pa v nekaterih primerih bo šlo za privat zemljišče in bo država dala samo finančno pomoč. In vse vmes, med temi dvemi skrajnostmi. Hočemo biti dovolj fleksibilni, da si lahko vsak od teh družin, ki potrebujejo nov dom, da si ga lahko tudi z našo pomočjo omisli. Se bomo trudili, da bomo tudi socialno pravični, da bo vsak dobil ustrezno temu, kar je izgubil. Niso izgubili vsi enako, pa hkrati bomo pa se zavedli, da je streha nad glavo pomembna. In še ena zadeva, ki se mi zdela pomembna, in to je, kako počakati, ker novih hiš, novih domov ne moremo zgraditi v mesecu ali 2, bomo potrebovali vsaj leto dni. Kako prebiti to leto dni? Mi imamo v zakonu možnost, da se najemnina, da vsak upravičen od teh, ki nima strehe nad glavo, do brezplačne najemnine stanovanja. Ali pa da mi refundiramo najemnino. Tudi za refundacijo, konkretna družina tega ni vedela, je pri sorodnikih in ne zdi se mi pravično, da tisti, ki je pri sorodnikih, v resnici živi na račun sorodnikov, pa je bil v resnici žrtev nesreče, nekdo drugi, ki se je pa znašel, pa je šel v tržno najemnino, jo pa v tem primeru pokriva država. Tudi to moramo izenačiti in zato tudi tle v resnici povem, da kjer tudi vi, župani, ki imate dober pregled nad posameznimi primeri, dajte ljudi usmeriti tudi na 114, če je potrebno, da se zagotovi pravično ali povrnitev neke
določene najemnine, ki jo bomo določili, kakšna je po kategorijah, oziroma da se to bivanje za to obdobje začasno, da se uredi na način, da ne obremenjuje ljudi oziroma njihovih družin, ampak da najdemo neko umestno rešitev, ki je za vse smiselna. Toliko z moje strani. Zdaj bom jaz predal še besedo ministrom, ki bodo predstavili ukrepe na svojih področjih. Kot rečeno, z mano so vsi najbolj pomembni ministri, ampak še predtem bi pa jaz gostitelja pozval, tako da, župan, prosim, verjamem, da ne boste tako dolgi kot jaz, tako da, ampak imate pa besedo in lahko govorite, kolikor želite. Ja, spoštovani predsednik, spoštovani ministrice, ministri, strokovni sodelavci, dragi, bom rekel, gostje, ki ste danes prišli sem v kulturni dom, res lepo pozdravljeni, predvsem pa bom izrekel eno presrčno dobrodošljico vam, celotni vladni ekipi, ki je danes obiskala Koroško, ki je danes obiskala tudi Slovenj Gradec, kjer se zdaj nahajamo, in se bi na tem mestu vam res iskreno zahvalil za to potezo. Moram pa povedati tudi to, da zagotovo skoraj da ni koga tule med vami, na katerega bi lahko s prstom pokazal, da ni bil že predhodno tudi tu pri nas na Koroškem, ali smo se slišali po telefonu, ali smo se dobili kje v Ljubljani na kakšnem srečanju, tako da celotni ekipi res iskrena hvala, da ste urgentno pristopili k tej nujno potrebni sanaciji, ki jo moramo narediti oziroma še prej intervenciji. In ja, kar nekaj vprašanj se nekako nam poraja, predsednik je že praktično naštel kar to glavnino, kar se verjetno tudi sem nam, likvidnost, mi župani nismo tisti seveda, ki bi potrebovali ta sredstva potrebujejo izvajalci, ki že 2 meseca trdo garajo na terenu, nekako se poraja vprašanje, kaj bo prinesel ta zakon o obnovi, kdaj bomo imeli te vodotoke takšne, da bodo varni pred novimi poplavami, in pa ne nazadnje tudi, kdaj bomo nekako uspeli seveda pokriti vse te stroške in pa ljudem nameniti nova stanovanja, kajti zima je pred vrati. Moram pa povedati, da pri nas v Slovenj Gradcu imamo donatorja za hišo, nimamo pa še odgovora, na kakšen način postaviti to hišo na našo zemljo. Tako da kar nekaj vprašanj se bo verjetno še danes tudi tule postavilo strani publike. Še enkrat iskrena hvala, verjamem, no pa da bomo skupnimi močmi spet Slovenijo vrnili v takšno stanje, kot je bila pred poplavami oziroma jo z tem zakonom o obnovi in razvoju, kot se bo imenoval, naredili še lepšo in pa predvsem še varnejšo. Tako da hvala in vse dobro. Hvala lepa. Bomo začeli na moji desni. Izvoli, Luka, prosim. Ok, hvala lepa. Jaz bi tudi rad najprej vse lepo pozdravil in me veseli, da se srečamo na Koroškem, ker tako kot je že predsednik rekel, eno je načrtovati in spremljati ukrepe iz Ljubljane, nekaj drugega je priti na teren in se seznaniti, slišati iz prve roke, kako izvajanje gre, kje so pomanjkljivosti, kako lahko ukrepe izboljšamo, in to je tudi v resnici razlog, zakaj smo danes tukaj. Jaz sem bil pred našim sestankom v Ravnah na Koroškem, kjer sem se dobil z lokalno izpostavo Centra za socialno delo. Tja so prišli seveda tudi direktor Koroškega centra za socialno delo in vodje vseh podružnic. In zanimalo me je predvsem, kako gre pomoč ljudem po poplavah. Moram reči, da ocenjujem po pogovoru, da so svoje delo opravili zelo dobro. Na terenu so bili, kot so rekli, že v soboto 5. avgusta, prvi socialni delavci 14. na dan solidarnosti so skupaj organizirali akcije za pomoč svojim sokrajanom. Do danes so pa zbrali 755 vlog za izredno socialno pomoč, od teh so jih 300 tudi že uspešno razrešili. Morali smo vmes posodobiti informacijski sistem, da se je to dalo. To je bilo storjeno prejšnji petek. Se pravi, 300 vlog je bilo razrešenih, skupaj razdeljenih več kot 1 200
69 tisoč evrov pomoči tem ljudem. Tisti, ki so oddali vloge avgusta, teh je bilo 500, bodo dobili razrešene do konca naslednjega tedna. Tisti, ki so jih oddali v septembru, pa do konca oktobra, tako so mi zagotovili. In hkrati so me prosili, če lahko tudi jaz javno še enkrat pozovem, da kdor je utrpel škodo in vloge še ni oddal, to še vedno lahko stori. In na centrih za socialno delo so pripravljeni tudi pomagati, če ima kdo težave pri izpolnjevanju te vloge. Tako da toliko za uvod. Jaz se bom zdaj seznanil še, kako gre lokalnemu zavodu za zaposlovanje, ker drug sklop naših ukrepov je bil namenjen temu, da ohranjamo delovna mesta. Bi pa tukaj povedal še dve stvari. Eno je, da ravno v namen tega, kar je župan izpostavil, se pravi čimprejšnje obnove, smo dva ukrepa še ustavili v interventni zakon. Prvi je ta, da lahko vsi upokojenci do konca leta koristijo neomejen obseg občasnega in začasnega dela upokojencev. To je seveda poziv tako upokojencem kot podjetjem in zavodom, ki potrebujejo dodaten kader za obnovo. In pa sprejeli smo, da lahko tuji delavci iz nevizumskih držav, govorim predvsem o državah z Balkana, ki niso članice EU, v 10 dneh dobijo soglasje Zavoda za zaposlovanje za delo. Se pravi, ni več tega dolgega večmesečnega postopka, če se pogovarjamo o pomoči v poplavah, ampak ko ti ljudje pridejo v Slovenijo, je Zavod za zaposlovanje dolžen v 10 dneh se odzvati in izdati ali pa ne izdati, seveda pač soglasje, da oni lahko začnejo delati, še preden jim upravna enota izda enotno dovoljenje za bivanje in delo. To je pa prav tako nekaj, kar bi želel predvsem lokalnemu gospodarstvu sporočiti in vsem, ki rešujete trenutno problematiko poplav. Hvala lepa, toliko za uvod.